Decembra lani je 20-letni Adam Lanza vdrl v šolo v mestu Newtown v zvezni državi Connecticut in ustrelil 20 otrok ter 8 odraslih. Po strelskih obračunih v krajih Columbine, Sheridan in Oakland je ta dogodek dokončno sprožil razpravo o tem, da je dostop do orožja v Ameriki preenostaven. V ameriški ustavi pravic in svoboščin, ki je glavni državni dokument, namreč piše, da lahko orožje kupi kdorkoli. Kupec je lahko vsak, ki v preteklosti ni storil zločina in je star 18 let ali več. Predsednik Obama poziva ameriški senat, ki odloča o spremembi zakona, da se dostop do orožja omeji. Želi bolj nadzorovati nakup orožja prek interneta in na črnem trgu pri prodajalcih, ki nimajo dovoljenj za prodajo. Mnogi državljani se z njim strinjajo, podpirajo ga tudi politiki v državi Connecticut, kjer se je zgodil zadnji obračun. Tam so že poostrili zakon o uporabi orožja. Po novem zakonu v državi Connecticut se mora vsak, ki želi kupiti orožje, registrirati v seznam uporabnikov in navesti, zakaj bo orožje uporabljal. Zasebni uporabnik lahko kupi le nizko zmogljivo orožje. A čeprav omejitev orožja velja v Connecticutu in tudi v zvezni državi New York, je pot do orožja po ostalih zveznih državah Združenih držav Amerike še vedno precej enostavna. Ameriški senat, kjer sedijo politiki, ki imajo edini v državi možnost spreminjati zakonodajo, je včeraj namreč zavrnil predlog o spremembi zakona o omejitvi dostopa do orožja.